Hvala lepa. Jaz verjamem, da si lahko privoščim, da oblikujem tole svoje, recimo, sklepno predavanje kot en predlog. Verjamem, da smo vsi nad ambicijo iskanj in tudi bogatstvom misli, ki smo jo bili deležni, smo pravzaprav zadregi, kaj s tem početi, ne. Oziroma, tista stara dialektična resnica je, ljudi ni problem na kup spraviti, problem je, kam poj gremo, ne. In pod težo odgovornosti je stol se zgrudil. No, jaz mislim, da se nam ni treba. A boš raje se presedel, kaj je boljš staro zgodovino pustiti, takole, da se ne. Takole, glejte, tale misel Jožeta Pučnika je zanimivo, je zapisana v Dragi, izgovorjena in zapisana in je zanimivo, da jo ni v Kobisu, no. Prispevek ima pa, jaz mislim, da tisti temeljni naslov, o katerem se zdaj skozi pogovarjamo, je bil objavljen pod naslovom Sprava kot izhodišče za civilno rast Slovencev iz naroda v državo. Tako velik problem imamo sami s sabo, a ne? In Jože Pučnik seveda je odličen mislec in je prav, da bo še dolga leta z nami in je napisal takole približno. Danes se bojim, da je naš problem neprimerno težji, ker je tako rekoč naš nasprotnik, ki ga ne vidimo nekje v nas samih in je v institucijah, ki delujejo naprej, vse demokratično, nihče več za totalitarizem, v bistvu se pa prodajajo miselni vzorci, pa tudi vrednostne konstelacije iz prejšnjega časa. In to v vseh šolah, od vrtca do univerze, od inštitutov do parlamenta in še kje drugje. To je tisto, česar se človek skoraj ustraši. Zato bom skušal z nekimi pripombami zaključiti, kako si nekako zamišljam, kako bi se morali tega lotiti. Se pravi, če izhajamo iz temeljnega spoznanja, da imamo v Sloveniji opraviti s to dediščino in da to ni samo problem trenutnega razmerja političnih sil in števila poslancev te ali one strani v parlamentu, temveč je to problem stanja duha, gre za neko vrsto, to je bila moja teza, duhovne deformiranosti kot posledice obdelave možganov po nekem principu v teh desetletjih. To naj bi bilo izhodišče. Drugič. To ni samo politični, ampak mnogo širši kulturni problem, to pa pomeni, da tega problema, tega deficita ni mogoče normalizirati samo s političnimi sredstvi, temveč z vsestransko kulturno prenovo, katere sestavni del je tudi politika. Tretjič, odpravljanje naše duhovne deformiranosti je potem taken dolgoročen proces in bo zajel verjetno 1 ali 2 generaciji, morda celo več, ne vem. Četrtič, dolgoročnost tega projekta pa seveda ne pomeni, da lahko čakamo. Začeti moramo takoj, saj smo že mnogo zamudili. Področje delovanja mora zajeti tako uradne inštitucije kot civilno družbo v dosedanjih in novo razvitih oblikah te družbe. Zato seveda vsak od vas misli, lahko ti to govoriš, povej pa, kako naj začnemo, kako naj to sprožimo. Na to bi rekel samo, da je za vključitev uradnih inštitucij gotovo bistvena pomembno sprememba v razmerju političnih sil v Sloveniji, ampak to ni edino. Petič, čimprej je treba razviti in podrobno razčleniti okvirni načrt tega projekta. Načrt seveda ne more zavezovati, temveč le predlagati glavne smeri, ki se po naravi same kulture nenehno dopolnjujejo. Šestič, mislim, da bi bili potrebni 2 strani, s katerimi bi morali začeti. Prva je kritična inventura obstoječega zgodovinopisja v 20. stoletju na Slovenskem, pri čemer je treba posebno pozornost posvetiti tisti poglavjem novejše zgodovine, ki doslej sploh še niso bile napisana. Druga naloga je interdisciplinarna in je seveda ni mogoče izvesti. Izdelava natančne empirične študije o strukturi in variabilnosti kognitivnih inštrumentov pri najpomembnejših starostnih skupinah Slovencev. In tukaj še malo naprej, ampak potem je pa ta 7. točka. In še nekaj, v javni razpravi o tem projektu duhovne prenove in njenem uveljavljanju se ne smemo ustavljati pred tabuji, naj bodo živi ali mrtvi. Neprestano moramo inovativno osmišljati temeljni problem in pri tem uporabljati skrajno razločno govorico. V Sloveniji zelo pogrešamo jasno govorjenje o problemih. To predlagam, da je izhodišče, na podlagi katerega lahko to mrežno
strukturo, ki je bila danes podana, oblikujemo in mogoče 23. avgusta ob dnevu totalitarizma predstavimo kot slovensko platformo vesti in spomina s konkretnimi možnimi nalogami, se pravi širši blok spraševanja vesti, širši blok iskanja resnice in pa seveda tudi širši blok tega ponižnega samopriznavanja, da o sebi marsikaj ne vemo. Ne? Ker sem pa teh nekaj besed, ki pa bi jih bilo dobro se malo o njih razmišljati, je pa seveda seznam lahko kar dolg, ampak jaz bi rekel, da je kolega Grdina omenil tudi humor kot ključno nujno sestavino, a ne, jaz bi rekel ta prst božji ali pa ta humoristični del tega našega opletanja samim sabo je seveda v tem, da jaz bi takole rekel, ko bo čez 300 let nekdo iz kozmosa pogledal v zgodovino, se bo strašno čudil, kakšen zbor baronov Münchhausenov je hodil po tej deželi, kako se je za lase vlačil iz močvirja in kaj vse je počel. Jaz sem celo ob kolego Repetovem govoru v Dražbah sem celo mislil, da bi napisal eno raziskavo o plemenu rdečenoscev, ki se toliko časa za nos vlečejo, da mislijo, da je res. In skratka, to se nam tudi zgolj, tudi mi imamo vsi malo rdeča ušesa od tega vlečenja in nosova in se nam je zgolj, da smo vstopili v eno tujo realnost, se pravi, smo vstopili v eno zgodovino, kar ne bila naša. In se pravi, naš temeljni problem je preprosto vstopati v vsakdanji realni svet in ne smemo biti tisti, ki nam zgodovino dajejo, ampak tisti, ki so jo jemljemo. In gledajte, mi imamo vrsto primerov verbalnih tega rdečenosenja, ki ga bo treba temeljito raziskati. En tak fenomen, ki sem pred kratkim v njem pisal, je, da je 97% narodnih herojev članov komunistične partije. Se pravi, heroj je lahko samo komunist. To je imenitna laž, imeniten falsifikat in imenitno vlečenje za nos. Delanje norca iz zdrave pameti. Drug, še bolj tak nazoren spomeniški monumentalni falsifikat so spomeniki revolucije. Ker vsi zdaj so jih vsi pozabili, in kultura, kult, ki je temeljil na revoluciji, ker naenkrat ne ve, kaj bi samo s sabo. Edini ti nesrečni ustajniki, ki so malo pozabili, zakaj je tisti kip tamle pred parlamentom, so šli pred revolucijo razgrajati. Ali pa na nezavedni ravni, tako kot so se ustajo zamenjali Tita, hočejo spet skakati pred revolucijo, za vsemi njemnimi posledicami. Ampak mi nimamo spomenika zmage, je posledica tega. In zdaj dialektiko zmage in poraza smo pa danes neštetokrat začeli, kaj je to zmaga in kaj je poraz. In to je tisto pravzaprav zelo pomembna filozofsko in v ostalih kompleksih pomembna razprava, ali je pomembnejša zvestoba ali revolucija. Kam hočemo iti, kje so korenine in tako naprej. Ta problem teh falsifikatov, ki nam stojijo pred nosom, je seveda ogroman. Če Titov življenjepis je dejansko, se pravi, rojen je 7. rojstni datum, dan mladosti je 25. maja. Pozabil je, da bi bil med prvo vojno v Španiji, verjetno med prvo svetovno vojno v Srbiji, verjetno v eksekucijskih enotah. Pozabil je, da je bil v Španiji, verjetno v eksekucijskih enotah. Jaz sam sem kot organiziran rdeči mladinec čuval njegov prihod v Bohinj, kjer naj bi prevzel vodstvo komunistične partije. Takrat so nam rekli, da je bil sestanek od 15. do 18. maja, bil je od 19. do 21. Tam ni prevzel CK-ja, ampak so samo potrdili, koga so že ubili v Moskvi in kdo je na seznamu za odstrelitev naprej. In ko so, skratka, potem ene take zdravorazumske zadeve. Niko Jeločnik je napisal knjigo Stalinistična revolucija na Slovenskem. Slovenski stalinizem se pač prevzame oblast na Čebinah in se pele do konca. Kaj pa vem, lahko tudi do Popitove smrti, ali pa mogoče bo še do Zemljaričeva, ali pa še do koga. Ampak dejstvo je, da je stalinizem pojem, o katerem se je treba povsem jasno in odločno pogovarjati in da so slovenski stalinisti vsaj tako pretegneni, kot so nacionalsocialisti na Koroškem ali pa fašisti v Trstu. To je ta naš epicenter totalitarni. Pojem narodno-osvobodilne gibanje je seveda neumnost popolna. Slišali smo, da pač partizani pobijajo 3-krat več Slovencev kot okupatorjev že med vojno, in ne more biti osvobodilna vojska, ki bolj pobija svoje, kot pa okupatorja.
Problem osvoboditve leta 1945 je pa zlasti specifičen, ker takega rekorda, da ti v 2 mesecih pobiješ 1% prebivalstva, nam ni naredil noben na tem svetu. A to lahko osvoboditelj naredi, a ne? Problemi revolucionarnega terorja ali pa nadaljevanja državljanske vojne s skrajnimi sredstvi, problemi razrednih vojn, problemi vojne proti veri in cerkvi so pa sploh en poseben fenomen, ker zdaj problem je pač rahlo enostaven, da lahko govorimo iz poraza v poraz v končni propad. Če med vojno za partizane lahko rečemo iz poraza v poraz do končne zmage, je pa povojna zgodovina dejansko iz poraza v poraz do končnega bankrota, ker niti ene vojne niso dobili, ne vojne proti meščanstvu, ker so si sami komunisti največ vikendov zgradali in pozicij pregrabali in reprodukcijo elite omogočili po starih meščanskih vzorcih, ni uspela kmečka vojna, ni uspela verska vojna, sej nekako je katoliška cerkev in druge cerkve so še tukaj komunistične partije, pa nekaj dosta, oziroma zveze komunistov in tako naprej. In tukaj gre pa za to, da jaz te spominske kategorije bi postavil v tisti pojem, ki je malo bolj pomemben, ki če hočemo to zgodovino vstopati, moramo vstopati tudi v prostor spominskih vojn. In to, se pravi, prostor spominskih vojn pa pomeni monumentalizacijo, memorializacijo, muzealizacijo in vse te stvari, kjer je treba za tisto kulturo, v katero verjameš, se boriti tudi na podlagi spominjanja in oblikovanja javnega spomina. Slovenija je toliko razvita družba s toliko aktivno migracijo v mesta, s toliko mešanim prebivalstvom, da so pač memorialne vojne ali pa spominske vojne povsem normalen sestavni del življenja razvite družbe. Zato bi jaz še enkrat samo sklenil s tem predlogom, da ta Pučnikovo izhodišče z vsem spoštovanjem do njegovega spomina in pa tudi spoštovanjem do vseh, ki so spravno inicijativo razvijali, od Branka Rozmana leta 1968 do teh imenitnih posvetov znanstvenih, ki je dr. Juhtan, dr. Žavc in drugi, zdaj pripravljajo, da ta spravno prenovitveni terapevtski proces postane ena kvalitetna osnova za naše nadaljne delo in povezovanje naprej. Hvala lepa.